Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach. Ob Kamniški Bistrici v Domžalah odpiramo 22. krog Lige Telemach. Kalcer, Radomlje in Aluminij se bosta pomerila, zagotovo veste, izjemno pomembno srečanje v boju za obstanek. Tule so pari tega 22. kroga, ki ga torej odpiramo danes. To je edina današnja tekma tega 22. kroga. Jutri je na sporedu še obračun med Olimpijo in Domžalami, ki se bo začel ob 15. v Stožicah. Tekma med Koprom in Muro je zaradi znanih razlogov odpovedana do nadaljnjega. V četrtek pa sta na sporedu še dve tekmi na Štajerskem, na stadionu z Dežele ob 15. Celje, Rogaška in ob 17:30 še Maribor Bravo. Ostala v igri, malce nepazljiv je bil Vokič tam ob kljunu. Še traja ta napad Aluminija. Pišek streljal daleč, ni bilo slabo. Konbo za Aluminij. Tule je Janez Pišek. V preteklosti strelec 10 golov v naši prvi ligi. Takole je odbil Koderman, potem pa Pišek z razdalje več kot 25 metrov. Tam pa skupno 20. obračun, 9 zmag Aluminija. Tole je zdaj priložnost in še enkrat Velič. Še enkrat Velič pred Gašperjem Jovanom. Druga velika priložnost za Jovana na današnji tekmi. Tule poglejmo še enkrat tole utekanje. Pravočasna podaja Jagiča. Tole je zagotovo presenečenje za Oliverja Bogatinova in njegove branilce, da se takole občasno tudi na položaj Jagič. Jagič podaja proti Matiču, to je priložnost za Aluminij. Matič strelja, gostje vodijo. 1:0 za Aluminij ob izteku 27. minute. Tin Matič, zanimivo, da je prav proti Radomljanom dosegel svoj prvoligaški prvenec, še v dresu Celja. No, danes pa v majici Aluminija v polno, znova proti Mlinarjem. Tin Matič, izjemen zaključek je bil to, pravočasno utekanje. Jagič je tule poslal žogo proti Matiču. Napadalneje Kidričani pa so tisti, ki znajo izkoriščati proti napade, če jim nasprotnik ponudi nekaj več prostora. Še enkrat Jagič s predložkom za Jovana. Tole so zadeve, ki zadajajo zdaj res velike preglavice v obrambi. Radomel, tretji zapored, Jagič takole pred vrata. Vokič. Vokiča spremlja Jovan. Uspel se je nekako Vokič otresti svojega čuvaja Davidovič. Prenos žoge na levo stran Šošiću. Šošić je močan v igri 1-1. Še enkrat vrača žogo Davidoviču. Dober predložek, priložnost, prečka se trese. Tele posnetke, pa tole priložnost. Ja, Hrvo je bil tisti. Posegal v tole postavitev Česta Koblar in Martič zdrava, Robert Pevnik, ampak dejansko je tam videti tudi Zeljkoviča, da je pripravljen za vstop. Pogačar do Da Cruza. Da Cruz strelja, Jovanovič brani. Priložnost za Radomljane. Prečki Hrvoja, zdaj strel Kaja Da Cruza, ki se je tule znašel sam. Zamudili so tokrat Kidričani v bloku. Razmerje v prekrških. Bistveno več so jih gostje storili v prvem polčasu. Še ena priložnost za Da Cruza. Močan strel. Šviknila je žoga mimo vrat. Poglejmo še enkrat, takole so presenetili na podoben način kot nekajkrat v prvem delu Kidričani, zdaj Radomljani. Šumar je, Vicko, Ševelj je poslal prostor žogo. Ševelj, prekršek, mislim, da je bil to Baskere. Pušča Antič, da se igra nadaljuje proti napad Aluminija. Baskera je krenil. Baskera že v kanskem prostoru. Baskera strelja. Matič 2:0 za Aluminij. 2:0 za Aluminij.
Na začetku te akcije pa sumljiva situacija na sredini igrišča, ki jo bodo zdaj verjetno v VAR sobi tudi detaljne pregledali. Tule Ševljev padec ob Baskeri, nato pa nadaljevanje napada Kidričanov. Baskera je takole povlekel svež, vstopil v igro pred nekaj trenutki, ustrelil proti vratom, Velič samo odbil. Matić pa je bil še enkrat več na pravem mestu in je z neposredne bližine, tule ko je prehitev Kodermana, žogo poslal v mrežo. Seveda je o tem zdaj vendarle preuranjeno karkoli dokončno sklepati. Radomljani zagotovo še upajo, da bi lahko ujeli točko. Tole je priložnost za Barnabasa Mosesa, pa je še ena žoga zaključil. Tule poglejmo še enkrat. Takole strele z kakšnih 14-15 metrov Mosesa Barnabasa. Proti Korunu, priložnost za Dobrovoljca in potem še... Ampak tudi iz te akcije Radomljani niso uspeli zadeti. Proti napad Aluminija, če bi Kidričani zdaj uspeli še tretjič zadeti, potem bi bilo vseh vprašanj o zmagovalcu konec. Toda ni uspelo tu ne Brkljači, ne potem Bambi Susu. Tule je Suso podal Brkljači vprašanje, če ni šlo za prepovedan položaj Aluminija v Domžalah. Tule vidite obrambe vratarjev, 5-4. Tole pa je zdaj priložnost za Kukovca, znižanje. Vendarle bomo imeli dramatičen zaključek tekme v Domžalah, ki ni vzdignil zastavice, kar pomeni, da ofsajda ni in ga dejansko res ni bilo, če se tu Ševelj žoge ni dotaknil. Takole je podal Korun, ki je vpisal asistenco. Ja, zdi se, da se Ševelj žoge ni dotaknil. Tin Matić, iskrene čestitke, vaša 2 zadetka in zelo, zelo pomembna zmaga Aluminija, verjetno ob tem takem zadovoljstvo popolno. Pa je, zadovoljni smo napokon, da smo ajmo reći, prekinuli taj crni niz, da smo pobjedili. Mislim da smo zasluženo pobjedili i 3 boda nosimo kući, tako da je to najbitnije. Tin, vam očitno domžalski stadion pa tudi Radomlje ležijo, tu ste dosegli svoj prvoligaški prvenec, danes pa 2 zadetka. Očitno je to stadion, kjer bi si želeli še večkrat igrati. Ne? Da se mene pita, igrati bi svaki vikend tu, ali to mene se ne pita, tako da lijepo igrati tu i ne znam, nešto u zraku, pa daj mi golove. Kot sva rekla, ste prišli do pomembne zmage, zdaj v tem gostem ritmu vas že v soboto čaka nova tekma. Vemo, kako noro tekmo je Aluminij odigral proti Olimpiji v tej sezoni, kaj lahko pričakujemo tokrat? Možete očekivati naših 100% doma, da se borimo, da damo sve od sebe, pa šta bude na kraju, mislim da ćemo ostaviti bodove doma, da nećemo dati Olimpiji da pobjedi i da uzme bodove u Kidričevom. Tin, hvala za pogovor. Hvala puno. Gaber Dobrovoljc, verjamem, da kar boleč poraz proti, bomo rekli, neposrednemu tekmecu v boju za obstanek. Danes se je nekako zdelo, kot da vam nekako ni steklo, kaj je šlo po vašem mnenju danes narobe. Začeli smo zelo slabo, enostavno prvi polčas so nas nadigrali, taktično ni bilo dobro, predvsem v duelih, v drugih žogah, vsem tem, preveč smo jim pustili. Mogoče preveč boječe, premalo pogumno in v drugem polčasu dobro smo nekaj probavali, smo stopili više, mogoče celo bolj agresivno, mogoče celo premalo potrpežljivo in smo preveč hoteli na hiter gol dati. V situacijah premalo mirni pred nasprotnikovim golom. Ene par konter smo še preprečili, na to pa ena je šla pa not. Dobro, na koncu smo dali ta gol, ampak ok, smo dali maksimum od sebe, ampak definitivno ni bilo to na nivoju našem. Moramo se dvigati, glave skupaj, delati maksimalno, iti naprej. Borba bo za obstanek, vsi to vemo.
Glede na število osvojenih točk na tujem, je zdaj za vas celo bolje, da odhajate v goste v nedeljo, bom rekel, naj bi gostovali v Murski Soboti, če bo vse po načrtu. Ja, če bo vse po načrtu. Poznam Muro, imajo kvaliteto, tudi tam se marsikaj dogaja, bomo še videli, kaj bo. Tako da, ja, kakor sem rekel, zdaj jutra regeneracija. Moramo se dobro pogovoriti, kaj ni bilo v redu, kaj je bilo dobro, da to nadaljujemo in še nadgradimo. In ja, v Murski Soboti definitivno nam bo lahko. Je pa res, da nam gre praktično za preživetje in da bo mogel vsak se pogledati v gledalo, dati še več, ker ja, in kot ekipa zrastno. Gabor, hvala lepa za pogovor. Hvala. Oliver Bogatinov, kaj reči o tekmi, ki je bila zelo pomembna, pa ste jo na koncu doma izgubili. So vas morda Kidričani, še posebej v prvem polčasu, kaj presenetili, morda tudi s kakšno taktično postavitvijo, recimo z Jovanovim utekanjem povsem v konici napada, vsaj občasno? Nasprotnik je imel svoj načrt z dolgimi žogami, predvsem prvi polčas. Mi na to nismo znali odgovoriti, edino tako, da nas je Velič reševal. To je bil edini naš odgovor. Hitro so, tako da smo šli z zaostankom. V drugem polčasu malo bolj pogumni, malo več energije smo vložili v samo tekmo. Ustvarili tudi mnogo več priložnosti v primerjavi s prvim polčasom. Mislim, da je tudi tekma bila bolj gledljiva v drugem delu. Žal pa za en gol prekratki. Verjamem, da je razočaranje zdaj prisotno, ampak hitro se boste morali obrniti naprej. Prihaja nova tekma v nedeljo, bom rekel še enkrat, če bo šlo vse po načrtu, gostovanje v Murski Soboti. Glave gor, nekaj je veliko razočaranja v garderobi, ampak pred nami je še kar precej tekem. Res pa je, da smo trenutno se nahajamo v nevarni coni in to zahteva popolno mobilizacijo. Oliver, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi. Robert Pevnik, čestitke za zmago. Zdi se, da se vam je praktično vse, kar ste si danes zamislili v taktičnem smislu, dejansko tudi udejanilo. Kako zadovoljni ste danes predstavo svojih fantov? Ja, sem zelo zadovoljen. Vse, kar smo zadali si taktično, da smo bili agresivni, da smo imeli posest, da bi prevladali na igrišču. Edino, kar me moti še malo, me moti učinkovitost v napadu, kajti lahko bi že prvi polčas imeli rezultat 2-3-0 najmanj. Tako da moramo še to popraviti, drugače bi pa čestito pa zahvalil fantom na eni, bom rekel, vrhunski predstavi, kajti vemo, da je tekma veliko pomenila ta psihična priprava, vidimo, da je bila maksimalna in da so bili najboljši takrat, ko je najbolj treba. Zdaj ste tekmeca prehiteli na tem tako želenem 8. mestu, zagotovo malce pridobili na samozavesti, zdaj pa v Kidričevo prihaja Olimpija, vsi vemo, kakšno tekmo smo enkrat že videli v tej sezoni z Ljubljančani, kako bo tokrat? Pa gledajte, prvo bomo to tekmo še današnjo dobro zanalizirali, danes še razmišljamo o Radomljah, jutri začnemo razmišljati o Olimpiji. Pokazali smo na dveh tekmih in v Kidričevem in v Stožicah, da je Olimpija premagljiva, da lahko igramo z njimi in absolutno želimo biti isti, želimo biti učinkoviti in mene veseli danes ta zmaga, veseli me še pa bolj na kakšen način smo jo dosegli, kako so fantje odigrali, kako so bili odgovorni, samozavestni in gremo s to popotnico, bomo rekel, proti Olimpiji v soboto v Kidričevo in jaz verjamem, da bomo naredili dobro regeneracijo in da smo dobro pripravili na Olimpijo. Hvala lepa in še enkrat čestitke. Hvala.